Pištolo sem je pištolni za glavo in pritisnil na sprožilec. Šokantno in vznemirjajoče razkritje, ki postaja le še hujše. Skušal sem jo razkosati in spraviti v prosode. Uspelo je, grozno, traumatično. Sem, ko pomislim na to, še vedno me preganja. Serijski morilec prizna umore vsaj 16 ljudi. In edina različica je omenjala še 11 drugih ljudi v Novi Mehiki, kaj ne? Popeljali vas bomo v sobo za zaslišanje, kjer bomo slišali izpoved samega izprijenega morilca, Shawna Lennona. To je Skandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Sierra Gillespie. Potrjeni serijski morilec je bil zasačen na delu, ko je na mednarodnem letališču pustil razkosane dele telesa. In to še ni konec njegovega morilskega pohoda. Potem ubije še vsaj eno osebo, nato pa prizna umore vsaj 16 ljudi. In način, kako o vsem tem govori, je srhljiv. In potem vzamem življenje. Tako brezbrižanje, ko opisuje dejanski umor. In ni nič drugačen, ko govori o šokantnih podrobnostih razkosanja. Pripravil sem to škatlo za igrače z vlakcem Tomaškom, s pokrovom. Justin je bil v tisti. Današnji skandal nas popelje v Grancu v Novi Mehiki, približno 80 milj zahodno od Albuquerqueja. Leta 2021 je bil to dom takrat 46-letnega Shawna Lennona. Shawn je bil ločen oče, ki je bil še vedno v stikih s svojo bivšo ženo, 39-letno Jennifer oziroma Jen Lennon. Skupaj sta imela 3 otroke, 2 deklici in enega dečka, stari 7, 6 in 4 leta. Težko je natančno reči, kdaj so se stvari za par začele slabšati, vendar so se januarja 2021 stvari izjemno poslabšale. Ne vemo natančnega datuma, vendar Shawn trdi, da je zalotil svojo bivšo Jen med spolnim odnosom s 40-letnim Justinom Mato. In bilo je tiho. Slišim otroke. Odpri vrata, Jen in Justin sta notri. Vedela sem, da sta bila. Bila sta ločena že dolgo, torej vseeno. Rekel sem si, idioti, otroci zanj vzamejo voščilnico. Justin je rekel, da so z njegovo punco, jaz pa, ti si idiot, tvoja punca. Tvoja žena ima moje otroke, tako da si lahko svoja punca. Justin in Jenina družina sta kasneje povedali, da sta bila samo prijatelja, nista imela spolnega odnosa. Ampak po Shawnovem priznanju sta ga imela in imela naj bi domnevno afero. Prav tako trdi, da so bili njegovi otroci omamljeni, kar ga je popolnoma vrglo iz tira. Zaradi njihove zasebnosti smo v naslednjem posnetku imena otrok prekrili s piskom. Oblači se, pride noter, kot da nič ni, dela se, kot da je vse v redu, govori, da so v redu, da je vse v redu, jaz pa pravim, niso v redu, ne dihajo, kaj si naredil? Torej so jih omamili, nekaj dali v njihova zdravila. Jen ni mislila, da sem resen. Pride noter in zgravi. Ona nima pulza. Ona ne diha, nima pulza, ne se več vem. Nima pulsa. Začne govoriti, da je ubila otroka. To je to. Otroci, spočela sva jih, bilo je tako. Justin je takoj stekel iz sobe, iz hiše. Amen. V tem trenutku samo jokamo in držimo otroke. Kinova Jen, mislim, da se bo predozirala s heroinom. Poljubi otroke na čelo, vse 3. Vidim, to vse CNN. To je res zmedeno. Zdi se, kot da Shawn pravi, da so se otroci predozirali z drogami in umrli. Celo pravi, da nimajo utripa. Prav tako pravi, da si je Jen zaradi tega nameravala vzeti življenje. Toda po poročilih Associated Pressa je Justin otrokom dal zdravila za spanje in to je bilo vse. Tega dela pa ne morem potrditi. V tem primeru noben otrok ni bil poškodovan ali ubit. Ne morem pa potrditi naslednje Shawnove trditve, da se je Jen namerno želela predozirati. Ker bi moral res vdihniti. Nisem nameraval predozirati, jaz bom. Šel iz sobe, se psihično pripravil in si ponavljal, da nekaj takega čustveno nabita izjava, da si ubil. Tako da nisem imel dovolj. Česarkoli, da bi to naredil. Vse.
Pištolo sem ji prislonil za glavo in potegnil sprožilec. Nekaj sekund kasneje sem bil tudi jaz na postelji. Pištolo sem si dal v usta. Vdihnil sem. Zagledal sem svoje zobe, jaz. Se niš videl, kako kričijo. Rekel sem si, kaj za vraga naj zdaj naredim. Sean ne okleva, preden razloži, kaj je naredil z Jennynim telesom. Moral sem mamo vozila. In Jenny in fanti pripeljejo tovornjak, pripeljejo avto noter. Tako da sem jo praktično potisnil v skanjevalni zaboj. Dolge v rjuhe, ki so bile okoli nje, posteljnina v posteli, tudi v škatli. Dan pozneje sem jo poskusil razkosati in jo spraviti v posode. Uspelo je. Grozno. Traumatično. Sam pomislim na to. Še vedno me preganja. Spet nimamo natančnega datuma za vse to, vendar je potem, ko je bila Jen ubita januarja 2021, se je lotil Justina, za katerega je trdil, da mu je pokazal fotografijo enega od svojih otrok v eksplicitni pozi. Prišel je v hišo, torej jaz v pralnici, ki je povezana z garažo. Tam sem ga ubil. Tik preden sem ga ubil, je ponudil kupčijo. Želel je vedeti, da sovrag vzame odmerek heroina, preden mu vzame življenje. Tako sem rekel, no, če kaj najdeš v zračniku, je res je gledal dol v zračnik. Ni pričakoval tega. Ustrelil ga bom v zadnji del glave. Ni bilo nekaj, na kar bi bil ponosen. Je precej visok tip in moral sem da razkosati dan ali dva kasneje. Grozilo se mi je. V tej stiski. In potem sem moral zbrati pogum, da sem premaknil njegovo telo. Toliko krvi je bilo. Zato sem moral odstraniti del tav v tisti sobi. Ko si pripeljal Justina tja, je bilo to kmalu zatem, koliko časa je minilo med tem, ko si spoznal Jennifer, ko si ustrelil Jennifer in ko si ustrelil Justina. Bilo je vsaj en teden. Trajalo je nekaj časa. Kako si ga prepričal, da je prišel? Vabil sem ga, kot da sem Jennifer, po telefonu. V redu, torej si mislil, da se boš srečal z Jennifer. Ja. Z Jen hodim že dolgo časa. Sean pravi, da je potreboval približno 2 uri, da je razkosal Justinovo telo, medtem ko so njegovi otroci spali. A tudi takrat še ni končal s pobijanjem. Njegova tretja žrtev iz januarja 2021 je bil 21-letni Matthew Miller, še en Jennin prijatelj, za katerega Sean trdi, da je prišel teden dni kasneje, da bi ji prodal droge. Tako sem imel vse 3, verjetno. Ta mulc pride, kakorkoli že, Matthew ali kakorkoli mu ime, pride za svojo punco. Rekla je, da je pogledala in da je stara, kot da ima 12 let. In potem ne bi smeli nikogar prizadeti, ni jim treba. Tako da sem rekel, da iščejo denar za karkoli. Rekel sem, dam ti kartico za hrano. Rekel sem, vzemi $40, veš. Rekel sem, vse kar rabim je vžigalnik in trava, pel me po voda. Ne bom ti pustil, da daš vodo noter. Tako da enkrat, ko se je vrnil, ni imel reklame. In to je v redu. Takrat sem ga ustrelil v zadnji del glave. Zato sem ga vprašal glede tiste stvari z mojim Stevenom. Rekel je, da to ni bila njegova ideja. Pa sem si mislil, da mogoče res ni bila njegova ideja. Na sliki je imel erekcijo. Mislim, ne moreš nekoga prisiliti, da ima erekcijo tvojemu otroku človek. Ustrelil sem do garaže. Torej je hodil. Bil je pred menoj. Gledal nekaj finjega porcelana in od bolnišnico, nekaj tasga. Vrača se proti hiši. Otroci so bili v zadnji spalnici. Eno od vrat je bilo vseeno zaklenjeno. Izgledalo je kot nekakšna barikada. Sam še vse te stvari je treba premakniti. To še ostane za narediti. Ampak veš, da prihaja. Ustrelil ga je v zadnji del glave. Potegnil je sprožilec. Odradno. Spet padal sem prav tam na tla. Stopil sem čez otroke. Vzel sem ga proti noter. Še kakšen. Dana 2, da sem ugotovil, kako ga spraviti v nekaj. Je kar ogabno.
In rekel si, da je bil Matthew ustreljen. Ja. Si mu še kaj drugega naredil? Moral sem ga razkosati dovolj, da sem ga lahko spravil v posodo. Ampak si naredil kaj pred razkosanjem in po strelu? Si ga recimo pretepal ali kaj takega? Ne, bi ga v redu. Samo strel. Ja, na neki točki sem ustavil krgranje. In ga udaril po glavi s kladivom. Matthew? V redu. In takrat sem vedel, da je mrtev. A njegovo telo je bilo še vedno tam. Ta tip je na neobstoječem. Razumem, ne, nisem ga našel, nisem. Nisem ga našel v muču, kako je tazga. Kaj ti je šlo po glavi, medtem ko si sedel tam spodaj in so bila trupla v Albuquerqueju? Iskreno sem mislil, da jih bodo našli. Saj sem jih pustil na belem dnevu. Prav na cesti, veš, tam noter. Mislil sem, da jih bodo prej ali slej našli, obtoženi bodo. Tako sem tudi jaz gledal na to. Potem, ko je Sean umoril 3 ljudi, je potreboval načrt, kaj narediti z njihovimi trupli. V redu, zdaj imaš vse zabojnike. Vse 3 trupla sem spravil ven iz hiše na dvorišče. Odnes jih zadnji na vrt. Pojdi skozi desna vrata na zadnji strani, položi jih pod to drevo in potem postavi žar in vse te stvari, da zakriješ karkoli tam. Sem živel sem v hiši, pospravljal sem, kar sem lahko. Sprva Sean skrije trupla v zabojnike pri svojem domu. In ta podrobnost je še posebej vznemirjajoča. V redu, zdaj imaš vse zabojnike. Ti kaj reče o tem takrat? Ker mislim, da si šel naravnost k tebi. A zdaj že smrdi, ker zdaj je minilo že nekaj tednov, kaj ne? Ni je nekaj, čak ne vidim, minilo je nekaj časa. Ja. Minilo je že nekaj časa, odkar smo jih imeli, v redu. O tem ti nič ne reče. On ostane spredje v tovornjaku, jaz pa sem vse prenesel. V redu, torej vse je naravnost od sprožilca, naravnost nazaj, tako je. Kako si recimo vse to obdržal na mestu? Mislim, ali se bo premikalo naokol, te to malo skrbi, a ne? Vse sem zabil na tesno. Ena stvar ga na vrhu vseeno ohlapla, kot da je samo tam sedel. Rekel sem si upočasni in se je potem zabil tja. Če je bilo to. Rekel si, da si tehtal, si kaj obtežil, sem sploh samo, da bi obdržal. Sem tehtal. Pač zato in ono, pač samo palce, mislim. Kaj je bilo ohlapno? Samo ena škatla, v zabojniku za shranjevanje. Ali jih lahko upišete? Kot zabojnik za shranjevanje, ki jo kupite v Walmartu. Modre, svetlo-modrikaste barve. Z majhnimi ročaji, ki se pripnejo na njo. Večina jih ni bila taka, bila je škatla za igrače. Poslal sem to škatlo za igrače, škatlo za igrače z motilom vlakca Tomaža s pokrovom. Justin je bil v tej. Vse 3 žrtve so bile prijavljene kot pogrešane januarja, vendar policija še nima dovolj dokazov, da bi aretirala Seana. Ker postaja nemiren, se odloči, da bo razkosana trupla ponovno premaknil. In potem, veš, ko pospravljam stvari, vzamem neke stvari, uporabim tovornjak enega od prijateljev, jih odpeljem v skladišče, otroci so z menoj na sprednjih sedežih, nato pa poberem stvari iz skladiščnih zabojnikov. In to vodi do 4. žrtve, 60-letnega Randalla Apostolona, ki je bil umorjen februarja 2021. Potegnil sem ga noter, prav tam, sprla sem se, ubil sem ga na sprednjem sedežu, bil je na voznikovem sedežu. Nisem mogel, 2-krat teka sem ga udaril z rokami. Obrnil sem ključ za izklopljen položaj in nadaljeval sem. Čez dan, istega dne, so me prijeli. Ljudje, ne vem, so morda kaj viden. Tako sem bil zaskrbljen, da sem ga udaril s kladivom. Kri je bila povsod. Prišel sem k sebi in si rekel, da moram očistiti okra. Nekaj sem dal čez, potem pa sem jih obrnil z voznikovega na sovoznikov sedež. Kar precej ogablo. Teklo je pod tovornjak in prišlo ven pri stanskih vratih. Tudi to sem poskušal počistiti. Vse postavi v zadnji del tovornjaka. In nato premakni tovornjak z zadnje strani na cesto spredaj, tik ob Gibsonu. Torej, povej mi. To se morda sliši, ne vem, kot da je načrtovano zate. Zakaj? Why? Zakaj si ubil Randalla? Kako si takrat razmišljal? Hotel je, da vzamem stvari iz ljudi. Poskušal me je ujeti, a bi lahko obdržal stvari za dodatnih $300. Veš, hotel me je ogoljufati za denar. Prišel je do odločitve? Veš, kaj je bilo v tistih vrečkah?
Si videl? Ja, sem videl. Zakaj to praviš? Bila sva pri njem, gledala so tistega nekoga, koliko centimetrov, ali karkoli že. On je bil na eni strani tovornjaka, jaz pa na drugi. Je rekel, da je eden od njih majhen, zdaj se dotika vrha. Mislim, da ima smrt von, ki ga ne boš kmalu pozabil. Poleg tega, da je bil pripravljen plačati več denarja, da bi premaknil tovornjak. Veš, in potem kot ni vedel. Tako je takrat rekel, da me bo stalo več in jaz sem rekel, da bom imel več. In grem v svoj tečaj za zaposlitev. To je. Ali te je kdaj neposredno soočil s tem, za kar je mislil, da je notri? Rekel je, da bo dolgo trupla nekaj takega v tem. Da sem na koncu, sprla smo se, vzel sem mu življenje, uporabil sem njegov tovornjak. Ubili ste ga, da bi uporabili njegov tovornjak. Ja, v resnici me je prenašal naokoli, ker bi lahko to naredil za $300, ampak nisi mogel ostati pri tistih 150, ki sem ti jih dal. Tako da ja, ubil sem ga, da bi uporabil njegov tovornjak. Oprosti. Grozno zate. Grozno. Kar precej grozno. Ves ta čas mora Sean še vedno misliti na svoje otroke. In veste, takrat sem že vedel, da je moj čas pri koncu, zato sem moral svoje otroke spraviti nekam nevarno, domov. Zato sem nadaljeval s pakiranjem vsega. Ves čas sem še vedno izzival Justina Mato. Potreboval sem sponzorje za drogo in to sem počel zaradi svojih otrok. Potreboval sem približno teden dni. Kaj torej Sean naredi naslednje? Vse razkosane trupla odnese in jih pusti na mednarodnem letališču Albuquerque. Vedel sem, da me bodo prej ali slej ujeli in da bom svoje otroke odpeljal domov. Tako sem vzel otroka, vzel sem jih in jih postavil na očeh vseh. Dan prej sem jih odpeljal na letališče. Nisem jih postavil na svoje mesto. Vse je bilo enako. Zavaroval sem vozilo, puštil sem trupla. In potem sem vzel, mislim, da je bil to Uber, odpeljal sem se domov, naravnost na parkirišče za avtomobile. Naslednji dan smo odleteli. In potem smo samo še čakali. Spet nekega dne bi našli trupla na letališču v Skakli. 5. marca 2021 so razkosana trupla našli na letališču, vendar je bilo takrat že prepozno. Sean je že na poti, da stori naslednji umor, tokrat v New Jerseyju. To se je zgodilo le nekaj dni kasneje, 8. marca 2021. Sean trdi, da ga je žrtev, 66-letni Michael Dabikowski, domnevno kot otroka zlorabljal. Ali želiš iti domov? Zadnja stvar na mojem seznamu je bil moški, ki me je zlorabil kot otroka, in moj starejši brat. Starejši bratje, starejše sestre, karkoli. Ja. Mislim, da sem bil tudi jaz zlorabljen. Hotel sem slike nazaj, ni jih hotel dati, zato sem ga začel pretepati. Ni mi dal slik. Vzel sem mu življenje. Torej, dal sem ga nase, dal sem ga na te. Dolgo časa sem to počel, vrnil se bom, da dokončam 10 lamel. Žal mi je, da tega nikoli nisem naredil za Jamesa. Sean je bil končno areteran 10. marca 2021 v Missouriju, ko je vozil Michaelov avto. Vzeli so ga v policijsko pridržanje in od tam izvirajo te policijski pogovori. In spet, jaz sem nekako neposreden tip v primerjavi z nekaterimi drugimi, veš, Justinom in vsemi z Randallom. Kako se je to zdelo v primerjavi z vsemi ostalimi? Bilo je grozno. Ja. V tem uživam. To je ugabno. Tega preprosto ne bom več naredil. Nikoli nisem užival v tem, da bi koga prizadel. Nikoli nisem. Kaj sem slišal, nima nobenega smisla, ampak... Kakorkoli, edinič, ko sem to storil, je bilo, ko sem čutil, da moram. Ne vem, vedno je bil pošten in prijazen do Jen. Večina drugih ljudi bi to izkoristila. Izven kamere Sean prizna, da je ubil še 11 drugih ljudi, kar skupaj znese na 16 domnevnih umorov. Edina različica, kjer si omenil 11 drugih ljudi v Novi Mehiki, je bila tam, kateri del? Njihova trupla so tam prišli so gore, Grant Smith. Kaj je to? Grants. Vzhodno in zahodno, nekateri izmed njih so tam odvrženi.
Nekatere izmed njih sem naložil, enega sem odpeljal do izhoda, zavil sem proti Navaju, nekaj sem jih tam odložil. Navajo. 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 Lavne cevi in vse to. V redu. In kako si, naravnost povedano, kako si ubil tiste ljudi? Na koncu, nisem imel pištole ali puške ali česarkoli, kar bi mi pomagalo. Torej, pri prvih 2 ali 3 je prišlo do pretepa. Eden od njih je bil ustreljen s svojim orožjem. Pri 2 je bil uporabljen nož iz kuhinje. In potem na koncu pištola, običajno njihova lastna. Kaj ste uporabili, da ste jih spravili na ta mesta? Svoja lastna vozila. Svoja lastna vozila. Ali pa recimo opišem, kako vse to poteka, ker je precej veliko območje. Kaj ne? Ja, tako je. Damo jih v njihova lastna vozila, vzamemo še eno. Ja, res, in potem vzamem zmaja. Položim ponjavo. Nekaj ponjav, ker se hitro obrabijo. Upam, da je bil spodnji del kot pri novem kanoju, tako da bi prišel ven spodaj in bi ga samo odvlekel ven. Damo ga v luknjo. Morda cev ali jarek ali karkoli že. In potem vozilo in potem samo odpeljejo vozilo nekam ob cesto. Ključi so v njem. Vozijo ga. Nekdo bi vzel vozilo in se vrnil dan kasneje. Nikoli ga ni bilo tam. Kako pa običajno prideš domov? Samo grem peš. Vozila vedno pustim na istem območju, tam okoli strelišča, blizu izvoza 85. Ampak te ni strah? Mislim, hodiš ob avtocesti, hodiš po stranskih cestah. Mislim, te ni strah, da bi te kdo videl, ko hodiš od tam, kjer si pustil ključ ali odložil ključ. Ne. Ko sem izstopil iz avta, sem imel vedno te kaške copate in sem zgledal, kot da bi moral biti tam. Breru. Tako da se nisem bal niti sred belega dne. Ta izjava je tako srhljiva. Opozarjam, da Sean Lennon ni bil obtožen nobenega od tistih 11 drugih umorov. Samo priznal jih je. To so zadnje stvari, ki jih ima povedati o vsem tem. In torej tistih drugih 11, rekli ste, da se je začelo pred približno 2,5 leti, 3 leti. In vi ste jih razorožili, vzeli ste jim pištole in ste rekli nože. Nože, ja, karkoli. Na neki točki sem imel skoraj kot kramp, ampak je bil bolj kot kramp. Ampak če bi se moral spomniti nazaj, koliko od teh 11 jih je bilo ustreljenih in koliko zabodenih, in če lahko o tem kaj več poveš? 2 sta bila ustreljena. 2. In koliko jih je bilo zabodenih, koliko jih je bilo ostalih, ne vem. Ostalih, torej 9, kaj še? Želite še kaj dati z duše, preden gremo? Mislim, da sem povedal vse. Se počutite bolje? Ne. Je bilo breme, da si to zadržal v sebi? Ja, težko je vedeti. Oktobra 2022 je Sean priznal krivdo za umor Michaela Dabikowskega v New Jerseyju. Obsojen je bil na 35 let zapora, preden so ga izročili Novi Mehiki, da bi se soočil z drugimi obtožbami. Maja 2024 je priznal krivdo za umore Jennifer Lennon, Justina Mate, Mateja Millerja in Randalla Apostolona za te umore. Prejel je 4 zaporedne 15-letne kazni zapora. To pomeni, da bo najprej odslužil 35-letno kazen v New Jerseyju, preden se sploh začne njegova 60-letna kazen v Novi Mehiki. Tole je res težko prebavljivo. Mislim, o teh podrobnostih je tako težko govoriti, ampak imam še kar nekaj vprašanj. Torej, povabimo današnjo strokovno gostjo, da jih skupaj predebatiramo. To je prijateljica oddaje, upokojena detektivka in nekdanja glavna preiskovalka Lisa Miller. Lisa, tako lepo te videti. Kot vedno, hvala, da si se danes oglasila v oddaji Skandal. Hvala, Sierra Gillespie. Res je lepo biti spet tukaj. Ja. Kot sem ti povedala, preden smo začeli snemati, rado se pogovarjam s tabo, ker imaš toliko strokovnega znanja. In pri takem primeru, kot je ta, res moram pobrskati po tvoji glavi. Mislim že na začetku, samo dejstvo, da je vpleten serijski morilec. To ni nekaj, o čemer slišiš vsak dan. Kaj je tisto, kar nekoga naredi za serijskega morilca?
No, pravna in tehnična definicija je, da morata biti vsaj 2 ali več umorov. Običajno mora biti tudi obdobje ohlajanja med dejanji. Imamo, kot v tem primeru, različne lokacije. In med prvimi 3 umori je tudi nekaj dni razlike. Še več časa preteče, preden ubije 4. osebo. Nato pa še malo več časa in v drugi zvezni državi ubije 5. osebo v tem primeru. Ja, res je. Rekla bi, da je to nekakšno obdobje ohlajanja, če lahko tako rečem, ker je časovni razpon med vsemi temi dogodki zame zelo zanimiv. Ko vidimo zaslišanje, pravi, da mu ubijanje ni bilo všeč, a je potem po prvih 3 ubil znova in znova. Torej, predlagam, da se o tem pogovoriva. Dejstvo, da se je to dogajalo skozi daljše časovno obdobje. Mislim, zakaj bi preiskovalci potrebovali toliko časa, da bi ga razkrinkali? No, pri sestavljanju takšnega primera se pojavijo določeni izzivi. In eden glavnih izzivov v tem konkretnem primeru je bil ta, da na začetku niso našli nobenih trupel. Torej, policija je dejansko sumila gospoda Lennona. Dejansko so ga celo poklicali na zaslišanje in mu začeli postavljati vprašanja o izginotju, ker so imeli policisti v trenutku, ko so se srečali z Lennonom, 3 pogrešane osebe. Te osebe so bile prijavljene kot pogrešane. Eno vozilo, ki je pripadalo enemu od umrlih, so našli zapuščeno. Vendar pa je sumiti, da je prišlo do umora. In pravno gledano izpolniti dokazno breme, ki je potrebno že za aretacijo, 2 povsem različni stvari. Tako so morali policisti v primeru umora brez trupla, za kar so sumili, da imajo opravka v zgodnjih fazah, delati previdno, saj je težko zbrati potrebne dokaze. Mislim, da imate tukaj prav, ker mi kot gledalci, ki samo spremljamo resnične kriminalne zgodbe, si rečemo, v redu, te ljudje pogrešani. Zdi se, da je ta moški krivec. Zdi se, kot da so jih verjetno ubili. Zakaj ni aretacij? Ampak, kot ste rekli, morajo preiskovalci, detektivi, kdorkoli vodi ta primer, poskrbeti, da sledijo protokolu, ker želimo zagotoviti, da se vsi dokazi, ki jih zberejo, lahko kasneje uporabijo na sodišču, kar smo na srečo v tem primeru tudi videli. Želijo, veste, imeti tega moškega pod nadzorom, vendar seveda dokaze zbirati zakonito, ga poučiti o pravicah, če se z njim pogovarjajo vse te stvari. Hvala, da ste to izpostavili, ker sem včasih, recimo jaz, lahko zelo nepotrpežljiva in si mislim, gremo, ampak ko pride do sodišča, želimo biti prepričani, da imamo vse urejeno. Tako je naslednji korak, kjer so preiskovalci naleteli na svoj prvi niz res velikih, pomembnih sledi na letališču, kar je zadnje mesto, kjer bi pričakovali, da bodo kaj takega našli. V redu, mi lahko poveste, kakšni so bili vaši prvi odzivi ob najdbi teh razkosanih trupa na letališču? Na prvi pogled je to osupljivo odkritje, kaj ne? Vendar, ko to gledamo z razdalje, v resnici to ni slabo mesto za shranjevanje trupel. Če razmišljate, kam odvreči trupla, je to velik izziv. In to je ena najbolj zanimivih stvari zame. Pri tem primeru gre za prikrivanje, logistične izzive in trud, ki ga je Lennon vložil, da bi skril ta trupla. A na koncu je našel pravo mesto. Zaboje za shranjevanje, v katerih so bila nekatera razkosana trupla, je naložil tovornjak. Truplo zadnje osebe, ki jo je ubil v Novi Mehiki, je dal tovornjak tistega gospoda. Nato ga je pustil na letališču, kjer ljudje parkirajo za daljši čas. Tam je veliko prihajanja in odhajanja. Ljudje ne stojijo nujno okoli vozil. Hitijo proti svojim avtobusom, da ujamejo naslednji let. Tako si je pridobil nekaj časa. In ta čas mu je omogočil, da je zapustil zvezno državo. In veš, kaj je pri vsem tem tako žalostno? Da je lahko odšel. Odletel je v New Jersey in potem je bil v New Jerseyju še en umor. Mislim, kot da tega človeka ni bilo mogoče ustaviti. Ampak preden govorimo o New Jerseyju, se moram vrniti v Novo Mehiko, ker je nekaj, česar v tem primeru ne morem spregledati. Najprej, ko sem videla naslov o serijskem morilcu, sem si želela pokriti ta primer. Želim vedeti, kaj se dogaja, da nekoga označijo za serijskega morilca. In veste, izpolniti te pogoje je res osupljivo. Torej, to imamo kot prvo. Drugič, kadarkoli govorimo o razkosanju, se mi osebno zdi, da to doda še stopnjo izprijenosti primeru. Ker ubiti nekoga, jaz sploh ne vem. Sploh si ne morem predstavljati, da bi naredila kaj takega. Ampak potem, ko so mrtvi, še razkosati njihova telesa, kar je naredil večjim,
mislim samo logistika tega. Pogovorimo se o tem. Dejstvo je, da je to težko, naporno delo. Da jih moraš dati v zaboje, jih prenašati iz enega kraja na drugega. Mislim, kakšno je tvoje mnenje o tem delu? No, velikokrat to res počnemo. Pogledamo na to, vidimo grozljivost, veš, ogabnost rezanja telesa na kose, vendar moramo o tem razmišljati nekoliko drugače. Televizija nam pokaže, veš, da obstaja določena stopnja izprijenosti. Obstaja psihološki element razkosanja. Vendar pa včasih ni nujno psihološki motiv. Kot sem omenil prej, je to lahko logistični motiv. Morda poskušajo odložiti identifikacijo trupel. Morajo premakniti in skriti ta trupla. To je problem. In to se je zgodilo v tem primeru. Imamo prvi umor, umor v družini, če hočete. In potem imamo reaktivni umor. Moral se je znebiti prijateljice svoje bivše žene. Zato ubije to osebo. Torej imamo še ta umor zaradi medosebnega odnosa. In zdaj ima 3 trupla, ker zvabi še eno prijateljico. Tretji umor. K sebi. Tako da znaj 3 trupla. Kaj naj naredi z njimi, a ne? To je resen problem. In ne pozabite, v tem primeru so vpleteni tudi otroci. Ta 2, Lanonova, sta imela skupaj 3 otroke. Torej, mora nekaj narediti s temi trupli. To se spremeni v problem, ki ga poskuša rešiti. In vsakič, ko poskuša rešiti problem v tem primeru, ustvarja še več problemov in več prič, več dokazov. In prav imaš, to je pripeljalo do 4. umora, ker je ubil tiste 3 ljudi, enega za drugim, kot si omenila, začetni in 2 reaktivna. Potem najde tega 4. moškega, ki mu pomaga, veš, s skladiščenjem, s tovornjakom za premikanje zabojnikov, z vsem tem. In ko se zdi, da ta moški, Randall je bilo njegovo ime, nekako posumi na to, ubije tudi tega človeka. Torej so 4. Zdaj, kako naredimo ta preskok od teh umorov? Mislim, če se poskušam v praktičnem smislu vživeti van, lahko nekako razumem, kako je prišel do tega, da si je rekel, tega človeka moram ubiti. Seveda to nikoli ni v redu, ampak to je bilo nekako tisto, kar mu je šlo po glavi. Vendar, kako pridemo iz Nove Mehike v New Jersey, kamor se vrne in ubije nekoga, za katerega trdi, da ga je spolno zlorabil, ko je bil še otrok? Mislim, ali je takrat razmišljal nekako takole? No, 4 sem že ubil, pa bom še 5. Kaj misliš, kaj se mu je dogajalo v glavi? Težko je natančno vedeti, kakšna je racionalnost. Saj to ni tako, kot da bi midva tukaj sedela in se pogovarjala, ko nekdo ne stori le enega, ampak več umorov na tak način. Ampak, po mojih informacijah iz poročanja, je imel že iz otroštva zamero do moškega v New Jerseyju. In morda je bilo nekaj v smislu, v redu, odpravljam probleme v svojem življenju. Ta moški je bil v preteklosti zame velik problem. Zato bom odpravil tudi ta problem. Lahko je tako preprosto. Mislim, da si to zelo dobro povedala, ko si rekla, da to ni način, kot razmišljava ti in jaz. Mislim, ker poskušam iz zunanjega vidika razumeti, zakaj bi on naredil te stvari, kaj se je dogajalo v njegovih možganih. Ampak obstaja velika razlika med nama, našimi gledalci in nekom, ki bi dejansko izvedel te izprijene zločine, o katerih danes govorimo. In mislim, dajva govoriti o policijskem vidiku vsega tega, ker imamo Novo Mehiko, kot smo omenili, potem je vpleten tudi New Jersey. Ali to stvari oteži? Ker, mislim, najprej je tu razlika v časovnih pasovih, zelo so daleč narazen. Vse te enote iščejo istega človeka. Kako to sploh deluje? Ali to logistično stvari oteži? To stvari upočasni. Mislim, policija danes ima zelo dobro komunikacijo med seboj. Vendar, ko imaš nekoga, ki odleti v drugo zvezno državo in se potem zgodi umor, traja nekaj časa, da sestaviš vse koščke skupaj. V New Jerseyju je trajalo nekaj časa, ko so začeli preiskovati umor, ki se je tam zgodil, da so ugotovili, kdo bi lahko bil osumljenec. In potem, ko so prišli do osumljenca, so stopili v stik z oblastmi v Novi Mehiki in vprašali, hej, poznate tega tipa? In oni so rekli, ja, ga poznamo in ga iščemo. Ali veste, kje je? Torej, obstajajo določeni izzivi z logistiko, vendar pa tudi komunikacija in to stvari zavleče. In kot vidimo v tem primeru, je stvari nekoliko zavleklo. Vendar pa na koncu policija ujame storilca. Ja, brala sem nekaj intervjujev iz New Jerseyja, ker imaš prav. Ko so imeli prvič umor v New Jerseyju, njihova prva misel ni bila, hej, morda je to tisti tip iz Nove Mehike.
Razmišljali so, kaj se dogaja, je to sosed, je to, veš, partner, kaj je to? In potem imaš prav, imeli so odlično komunikacijo. Uspelo nam ga je dobiti v New Jerseyju in v Novi Mehiki. In to vprašanje sem ti res želela zastaviti. Tako da skozi celotno epizodo prikazujemo kratke izseke iz njegovega zaslišanja, ker je res sedel z detektivi in jim vse povedal, vse priznal in vse razložil. Recimo, da je to tvoja služba, Lisa, da imaš tega tipa. Iskan je bil v Novi Mehiki, iskan je bil v New Jerseyju, aretriran je bil v Missouriju od vseh krajev. Pripeljemo tega tipa noter, mislimo, da je serijski morilec. Kaj ga najprej vprašaš, ko si v zasliševalnici? Prva stvar, ki jo želim narediti, ko vstopim v zasliševalnico s komerkoli, je vzpostaviti nekaj začetnega stika. Mislim, ne greš kar tako brez uvoda do posameznika in mu začneš takoj postavljati težka vprašanja. In tudi zdaj, ko začneš graditi zaupanje, samo začneš spraševati, v redu, povej mi kaj o tem. Tukaj v Novi Mehiki imam 4 trupla. Vemo, da je eno truplo v Jerseyju. Postaviš odprto vprašanje in samo rečeš, kaj mi lahko poveš o tem, kar se je zgodilo. V redu, in kaj se je potem zgodilo? Začneš postavljati odprta vprašanja in jih pustiš govoriti, ter jih ujameš v te prve izjave, karkoli že bodo rekli. In potem jim nasprotuješ, če povedo kaj, kar se ne ujema z dejstvi. Nasprotuješ jim, vendar želiš dejansko. Ne glede na to, kako zanimivo ali morda noro se to sliši v občinstvu. Želiš imeti pogovor. Ni več tistega starega, veš, povej mi, kaj si naredil, vem, kaj si naredil, bla, bla, bla. To ni težak pogovor. Je bolj pogovorno. In v svoji karieri sem govoril le z enim serijskim morilcem. Vendar je bil to zelo tih pogovor, zelo podoben temu, ki ga imava zdaj, ko mi je pripovedoval, kako je ubijal, zakaj je ubijal, take stvari. Moram te vprašati še več o tem, ker če bi sedela za mizo z nekom, za katerega vem, da je serijski morilec, mislim, da bi mi šel na prazno. Znana sem po tem, da veliko govorim in postavljam vprašanja. Morda bi bila prvič v življenju brez besed. In sprašujem se, kako se počutiš, ko si v takšni situaciji? Mislim, ali obsojaš to osebo, ali poskušaš to ločiti in razdeliti na predale, ker moraš opraviti svoje delo in spraviti dejstva na plano. Mislim, kaj ti osebno hodi po glavi? Ne, to ni položaj, kjer bi sodil. Če sediš nasproti kateremu koli storilcu, ne glede na to, ali je morilec ali kakšen drug storilec, če začutijo, da jih sodiš, jih boš zelo hitro zaprl vase. Pustiš, da prevzameta radovednost in profesionalnost. Veš, katera vprašanja moraš zastaviti. Do takrat, ko sediš nasproti storilcu za mizo, že poznaš dejstva svojega primera. Torej, jih želiš samo vključiti v pogovor. Želiš videti, kaj bodo povedali. In seveda bi s svojo strokovnostjo imel vsa prava vprašanja. To ti pride samo od sebe. Kot sem rekel, do tega trenutka poznaš svoj primer, poznaš dejstva, veš, kaj potrebuješ. Zato lepo vprašaš. Ja. Res je, obstajajo trenutki, ko moraš biti odločen in trden na razgovoru. Ampak če si preoster, preveč grozeč, je tukaj resnica, na katero veliko ljudi ne pomisli. Sodnik lahko zavrže nekatero od teh izjav, če si preveč grozeč zaradi vprašanja prisile. Lahko ugotovijo, da si pritiskal premočno in da se ta oseba ni več počutila svobodno. Kršil si njihove pravice. Toda pogovorni ton, ki sem se ga naučil zgodaj v svoji karieri, iz storilca izveš veliko več kot s tistim agresivnim zaslišanjem. Ja. Imaš prav, ker o tem sva govorili prej. Želimo zagotoviti, da se vsi zbrani dokazi lahko uporabijo na sodišču. Nočemo, da bi bilo videti, kot da je bila njegova izpoved izsiljena ali dana pod pritiskom, kot si omenila. In res smo videli, da moram pohvaliti preiskovalce v tem primeru. Bili so zelo v stilu, v redu, kaj se je potem zgodilo? Radovednost jih je vodila naprej.
In res je, spraševali so vsa vprašanja, ki bi jih tudi sami postavili, niso bili obsojajoči, ampak bolj v smislu, počakaj, zakaj si to naredil? Ali pa logistično, kje si to dobil? V Walmartu, si šel v Target, si naredil karkoli. Vse te stvari in zbiranje vseh dejstev. In to je na koncu v tem primeru pripeljalo do obsodbe. Mislim, priznal je krivdo v New Jerseyju in Novi Mehiki. Torej, na srečo je bila dosežena neka oblika pravice. In mislim, da je to moje zadnje vprašanje za vas v tem primeru. Mislim, 5 ljudi je bilo umorjenih zaradi enega človeka, kar je res težko sprejeti, ampak mislite, da je bila v tem primeru dosežena kakršnakoli oblika pravice? Veste, pravica je zapletena stvar, kaj ne? Če izgubiš ljubljeno osebo, in v tem primeru je 5 ljudi izgubilo nekoga, ki so ga imeli radi, do katerega jim je bilo mar in ki je bil pomemben v življenjih različnih ljudi. Torej, veste, lahko postavite veliko vprašanje. Kaj je pravica in ali je dovolj let v zaporu sploh kdaj dovolj? Ampak potem morate na to pogledati nekoliko bolj odmaknjeno in tudi pravno. V Novi Mehiki, v času, ko je bil ta primer obravnavan, je bil umor 2. stopnje, s katerim je bil sprva obtožen zelo. Se pogosto zgodi, da se obtožba za umor 1. stopnje zniža na umor 2. stopnje. Toda umor 2. stopnje je v Novi Mehiki v času tega primera prinašal le kazen 15 let zapora. Kazenska doba je zdaj nekoliko višja, vendar je sodnik naredil eno stvar, ki je sodniki ne naredijo vedno, a on je to storil. Kazni za 4 umore v Novi Mehiki so bile izrečene zaporedno. Tako je to prineslo 60-letno kazen v Novi Mehiki. In potem ima New Jersey posebno pravilo, kjer, veste, za nasilna kazniva dejanja teh kazni ne zmanjšajo prav veliko. Ni tako kot tista 50-odstotna zadeva, kot jo vidite v nekaterih državah. Tako da v New Jerseyju prestaja precej dolgo kazen. Prav tako moramo upoštevati naslednje, ko to gledamo. Sojenje ni samoumevno in tudi sodbe porote niso samoumevne. In vidimo, veste, kot je v primeru Caroline z Murdochom, kaj ne? Dobili so obsodilno sodbo in tukaj so. Zdaj bodo šli skozi to znova. Torej, sodbe in sojenja niso zagotovljena. In ko nekdo prizna krivdo in imaš zagotovljeno kazen, kjer bo prestajal kazen, je v tem neka oblika pravičnosti. Morda ni tako dolga, kot mislimo, da si jo nekdo zasluži, ampak ljudem ni treba pričati na sojenju. Ne izgubiš prič, ne izgubiš dokazov. V tem je nekaj pravičnosti. Ja, mislim, da imaš prav. Mislim, težko je reči, kakšna kazen je primerna za kaj takega, ampak na srečo se zdi, da je kazen zelo dolga. Priznal je vse. Glede tega je bil pošten, priznal je krivdo in imaš prav. Ne bomo šli skozi pričanja, negotovost, razsodbo in posvetovanje porote. Na srečo je za zapahi. In mislim, da je ta zgodba res zapletena, težka za pogovor. Torej, Lisa, najlepša hvala, da si prišla v oddajo Scandal in nas danes popeljala skozi to. Hvala, Sierra. In tukaj nas današnja epizoda oddaje Scandal za zdaj pušča. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več, se povežite z mano na družbenih omrežjih. Najdete me na mestih, kot je Instagram pod imenom Sierra Gillespie. Hvala, ker ste si ogledali današnjo epizodo oddaje Scandal. Kot vedno sem vaša voditeljica Sierra Gillespie in se vidimo naslednjič.